in posodabljali informacijsko tehnologijo. Malo smo sami, bom rekla, napredni, malo pa nas v to silijo tudi okoliščine. Saj brez sodobne in dobro delujoče tehnologije ne bi mogli dostopati do online sistema zdravstvenega zavarovanja, do obnovljivih receptov, naročilnic. No in v lekarnah, verjetno poznate, se tudi opremljamo z robotiziranimi skladišči in v bolnišničnih lekarnah z robotiziranimi sistemi za pripravo zdravil. Zdaj na koncu še nekaj izzivov za prihodnost. Danes jim bomo rekli izzivi in ne težave. Na prvo mesto bi želela postaviti boljšo prepoznavnost lekarniške dejavnosti oziroma stroke. Nismo samoumevni, čeprav vse v lekarnah teče gladko, pacienti dobijo svoja zdravila, odlično sodelujemo z drugimi zdravstvenimi delavci, vendar se moramo za vse to zahvaliti dejansko požrtvovalnosti kadra. In s tem v zvezi seveda si tudi prizadevamo, da bi dobili sprejete normative v lekarniški dejavnosti, da bi imeli potrebnega kadra za vse to, kar znamo in ker zmoremo še veliko več, kot danes nudimo pacientom, da bi imeli potrebnega kadra dovolj. Prizadevali si bomo tudi za uveljavitev teh storitev za kronične bolnike, omenila sem že pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled, potem je pa tu še cela paleta storitev, ki jih izvajajo kolegi v drugih državah, recimo svetovanje pri uvajanju nove terapije, spremljanje bolnikov in podobno. V mnogih državah poznajo tudi že farmacevta predpisovalca, ampak pri nas je verjetno do tega še kar daleč. Tisto, kar bi pa lahko v zelo kratkem času vpeljali tudi v slovenskih lekarnah, pa je cepljenje. V 12 evropskih državah že izvajajo cepljenje magistri farmacije v lekarnah in tam se res lahko pohvalijo z bistveno višjo precepljenostjo proti sezonski gripi, kot je to pri nas.